Dobrodošli v Narodnem muzeju Slovenije na razstavi Zlata sled. Narodni muzej Slovenije je 15. oktobra letos praznoval častitljivih 200 let. In ob tem zlatem jubileju smo se v najstarejšem muzeju na Slovenskem odločili za razstavo, katere zlata nit je prav zlato. Zlato je zelo plemenita kovina, ki so jo cenili že od prazgodovine dalje. In tudi v našem muzeju hranimo številne predmete, ki so zlati ali pozlačeni. Zelo pa smo veseli, da je pri razstavi sodelovalo tudi kar 32 slovenskih muzejev in galerij. Razstava je razdeljena v 6 poglavij, znotraj katerih se nahajajo 4 galerije. To so Moč in oblast, Cerkev in sveto, Čast in slava ter Bogastvo in razkošje. Sedaj se nahajamo v galeriji, ki je posvečena moči in oblasti. Človek in skupnost namreč od vedno izkazujeta svojo moč in oblast s predmeti na simbolni ravni. O naši zgodovini in vladavini govorijo tudi predmeti na naši razstavi. Mogoče se je večini najbolj v zavest vtisnila cesarica Marija Terezija. In tudi v sklopu te galerije imamo precej predmetov povezanih z njeno vladavino in vladavino njene družine. Tu lahko izpostavimo pečat Marije Terezije. Gre za enega najdragocenejših pečatov v zbirki Narodnega muzeja Slovenije. Pečat je spravljen v pločevinasti posodici, ki je pozlačena. In uporabljal se je za širjenje vladarske ideologije in pa overjanje najpomembnejših dokumentov. V domeni oblasti pa je tudi denar. Gre za plačilno in menjalno sredstvo ter za sredstvo za shranjevanje vrednosti. In tudi na naši razstavi imamo veliko zlatnikov iz različnih obdobij. Med njimi denimo lahko izpostavimo keltski novec. Gre za najstarejši zlatnik na slovenskem ozemlju in je iz 3. stoletja pred našim štetjem. Najden je bil leta 2018 v podzemlju in hrani ga Belokranjski muzej Metlika. Nahajamo se v drugi galeriji z naslovom Cerkev in sveto. Sam prostor je zasnovan v obliki cerkve. Tu so razstavljena cerkvena oblačila, likovna dela, predmeti povezani z ljudsko pobožnostjo, liturgično posodje ter cerkvena figuralika. Eden najdragocenejših predmetov na tej razstavi in v Narodnem muzeju nasploh je mašni plašč. Gre za plašč turškega vojskovodje Hasana Paše, ki je vojni plen iz bitke pri Sisku leta 1593, ko je krščanska vojska premagala Turke. V tem plašču so vsako leto 22. junija na obletnico zmage proti Turkom v ljubljanski stolnici maševali, vse do leta 1910, ko pa so začeli častiti svetega Pavlina iz Nole, katerega barve je bila bela in se po liturgičnih pravilih ni več skladala z rdečo. Torej, plašč je izdelan iz rdeče svile, gor pa ima zlate in srebrne nitke. Na plašču so motivi granatnih jabolk, ki ponazarjajo vstajenje. Gre za motiv, ki izvira iz Irana. V tretji galeriji so razstavljeni predmeti povezani s častjo in slavo. Ker je zlato zelo imenitna kovina, je pogosto krasilo tudi priznanja, diplome, medalje in pa odlikovanja posameznikom. Ena najlepših diplom v sklopu te galerije je plemiška diploma, ki jo je cesarica Marija Terezija leta 1760 podarila Michelangelu Zoisu. Michelangelo Zois, ki je oče mogoče bolj znanega Žige Zoisa, je v 20. letih 18. stoletja iz rodnega Bergama kot trgovec prišel na Kranjsko in kmalu zelo obogatel. Imel je toliko denarja, da je lahko cesarici posodil 40.000 goldinarjev v 7-letni vojni s Prusijo. Zato mu je Marija Terezija podarila omenjeno
plemiško diplomo, s katero je tudi pridobil častni naziv barona in s tem številne privilegije. V zadnjem sklopu razstave lahko vidimo pozlačeno pohištvo. Gre za pohištvo z gradu Murska Sobota, ki je bil rezidenca madžarske plemiške rodbine Sapari. V začetku 20. stoletja naj bi bil to grad z najkvalitetnejšim pohištvom na Slovenskem. Pohištvo je iz 18. stoletja in je izdelano v rokokojskem slogu. Tu pa lahko vidimo še keramiko tipa Satsuma. Gre za japonsko keramiko, ki so jo začeli v 19. stoletju izdelovati za zahodni trg in je tudi spodbudila razvoj in nastanek evropske secesije.